Dobrodošli v nov delov podcast iz serije Moč gospodarstva. Moje ime je Borut Tavčar, z mano pa je eden največjih, če ne največji strokovnjak za povezovanje elektroenergetskega sistema in mobilnosti, Janez Humar iz ELES-a. Pa če greva najprej na najpomembnejše vprašanje, kakšen je medsebojni vpliv prometa in elektroenergetike v teh novih razmerah. Ja, najprej lepa hvala za povabilo na ta podcast. Tema vsekakor je aktualna, o tem se tudi veliko piše, bere, tudi v povezavi z trenutno situacijo avtomobilizma v Evropi, kam se razvija, ne, tako da in seveda s tem je povezano tudi, če smo na prehodu na trajnostno mobilnost, na električna vozila, seveda električna infrastruktura marsikoga zanima, ne, kam bo to šlo. In ravno tukaj pa trčimo zdaj na dva sektorja, ki sta bila do zdaj sorazmerno nepovezana, ne. Govorimo o sektorju elektroenergetike in v sektorju transporta, ne. To sta bila do zdaj sorazmerno nepovezano, sta se razvijala, zdaj pa nekako s tem povezovanjem sektorjev trčita eden ob drugega, ne. Se pravi, bo kar nekaj vzajemnost bo potrebna. In zdaj marsikdo mogoče vidi v tej elektrifikaciji prometa izziv za elektrogospodarstvo, ne. Kaj bo zdaj, kaj bo ta ogromen vpliv, pa ne nazadnje samo električnih vozil, imamo še polno drugih stvari, vse se elektrificira, ne. Zdaj res ta elektroenergetska hrbtenica postaja kot glavna energetska hrbtenica za vse skupaj, ne. In zdaj ljudi zanima, kako bo zdaj, če gremo spet nazaj, e-mobilnost to vplivalo na elektroenergetiko, ne. Ampak mi gledamo na to ne kot, da nam bo to res samo neko breme, neki izziv, ampak nam zna tudi koristiti, ne. Predvsem skozi to, ker zelo se povečuje število obnovljivih virov, ki so pa že po naravi nestanovitni, ne. Se pravi, vnašajo v proizvodnjo električne energije precej neke volatilnosti. In seveda najbolje je potem, da imamo tudi na strani porabe nek tak sorazmerno prilagodljiv vir, odjem, ki lahko sledi tej tudi nestanovitni proizvodnji, ne. Se pravi, govorimo o prožnosti v omrežju, ne. In tukaj mi pač vidimo, da je kar velik potencial v tej prožnosti, prilagodljivem odjemu ravno na strani e-mobilnosti. Tako da bi bil kratek odgovor, da ne vidimo e-mobilnost kot breme, ampak jo vidimo kot priložnost. Odlično. To velja predvsem za osebne avtomobile in domače polnjenje. Kako se pa elektromobilnost vklaplja skupaj z elektroenergetiko v te dvojne rabe in pravzaprav težja vozila, tovornjake in podobne stvari? Ja, imate prav, na začetku sem omenjal, gre zelo v to prilagodljivo polnjenje, to smo mi v ELES-u podnaslovili kot koncept E8, se pravi koncept pametnega polnjenja. Hkrati smo se pa zavedali, da s tem konceptom ne bomo rešili vseh izzivov, ne. Predvsem, če govorim na ta profesionalna vozila, kot so gospodarska vozila, kot je javni potniški promet, tudi neka druga vozila, ki pa imajo drugačen način uporabe kot osebna vozila, namreč zahtevajo, da so čim več v pogonu, ne. Se pravi, da nimajo časa, tako kot recimo osebna vozila, ko čez dan recimo stojijo in se lahko v miru počasi polnijo. Ta vozila morajo biti stalno v pogonu, kar pomeni, da bo tukaj neizogibno potrebno zagotoviti tudi to ultra zelo hitro polnjenje. Zato, da je ta čas mirovanja čim krajši, oziroma da lahko v času, recimo bi temu lahko rekel sredi dneva malice ali nekaj takega, ali počitka ali razkladanja ali karkoli, da se v tistem času električno vozilo napolni. Za ta namen bo potrebno zagotoviti pa precej veliko večje moči in tudi prilagodljivega polnjenja tukaj dejansko ne bo mogoče upravljati, ker bo seveda zahteva, da se vozilo čim hitreje napolni. Ampak tudi tukaj so neke sinergije. Namreč, če pogledamo strani
obnovljivih virov, sploh v Sloveniji imamo največji obnovljivi vir je sonce, ne, mi nimamo vetra, imamo tudi seveda tudi hidroenergijo, ampak recimo, če se fokusiramo na sonce, kdaj ga imamo največ? Največ ga imamo sredi dneva. Ne? Ja. In seveda vozila, sploh javni potniški promet in tudi tovorni promet je v pogonu veliko preko dneva. Ne? In recimo, če bi v vmesnem času, sredi dneva, ko je pač neka malca, ko je neko prekladanje ali kaj takega, se ta vozila začelo hitro polniti, bi dejansko s tem hitrim polnjenjem tudi pomagala omrežju, ampak gledam kot celoten sistem. Namreč, ker bi odjemala te viške, ki so sploh v poletnem času presežki obnovljive energije, sončne energije, ki so dokaj problematični, Ja, ker postajajo povzročajo vedno več. negativne cene v najslabšem primeru. Ja. In v takem primeru bi bilo celo zaželeno, da sredi dneva ustvarimo, ker se veste, tista krivulja, ne, ta dvogrba kamela, ki jo imamo, ne, v proizvodnji in v porabi, ne, sredi dneva je kar precejšnja luknja, ko ni toliko odjema. Odjem je bolj jutranja konica pa večerna konica, in če bi mi to jutranjo sredidnevno luknjo lahko zapolnili s tem, da bi se ta vozila takrat polnila, bi bilo to v bistvu koristno za elektroenergetski sistem. Tako da tudi skozi ta segment vidimo koristi in prednosti. Ne? Ampak ko pravite ultrahitro polnjenje, pa podobno, pa ultrahitre polnilnice, to gre za 300 kW tudi pri enih. Ne? To je absolutno za elektroenergetski sistem ena Zelo velika. zelo velika Ja. zadeva, ker to v hipu narase poraba elektrike. Kaj pri tem pomaga? Baterije, kaj drugega? Ja, zdaj, vsekakor. Zdaj, polnjenje, če gremo najprej na to, ne, res to ultrahitro polnjenje za osebna vozila gre lahko tudi do 300 kW, čeprav zaenkrat je zelo malo vozil, ki dejansko omogočajo polnjenje s tako močjo, je omejitev na samem vozilu, ampak že 150 kW, ki je pa 200, ki je pa neka čisto normalna hitrost hitrega polnjenja, je lahko že kar problematično. Govorimo samo o enem vozilu. Zdaj, še večji izziv bo pa seveda, ko bomo pa šli na avtobuse ali pa tovorna vozila, kjer pa govorimo o zdaj prihaja ta tehnologija MCS, Mega Charging System, v tovorna vozila, kar pomeni, da se bo lahko ta velik kamion recimo polnil z 1 megavatom. Zdaj, ne vem, koliko določeni poslušalci se sploh predstavljajo, koliko je to 1 megavat, ne? To je približno toliko, kakor je recimo 100 gospodinjstev. Sem prav rekel, ja, če je 10 kW približno eno gospodinjstvo, ne, se pravi za 100 gospodinjstev priključne moči je za polnjenje enega samega tovornega vozila. Ne. In to se zdaj uveljavlja, ampak taka moč je potrebna, če mi želimo recimo eno tovorno vozilo v času njegovega počitka, tistega obvezne 45-minutnega počitka, če ga želimo mi napolniti, da potem lahko spet opravi celotno svojo pot do naslednjega počitka, se more on v teh pol ure, 45 minutah napolniti, in da se to lahko naredi, je pač potrebna taka moč, ne, ker ima recimo 600 kWh baterijo. Ne. Tako da, ja, zdaj, problem toliko močnega polnjenja take velike odjemne moči je bolj, bi lahko, če recimo uporabim bolj logistični pojem, je bolj tisti last mile delivery. Ne. Se pravi, problem je na distribucijskem delu, kjer mora na tisti mikrolokaciji biti zagotovljene toliko moči. Ne. Zdaj, na samem prenosnem omrežju na višji gor je toliko velikih odjemalcev, imamo že zdaj neka gospodarstva, kjer vklapljajo razne črpalke, razne pogone, kjer so železarne, imajo tudi neka blazna nihanja, tako da na višjem nivoju se to niti ne pozna, toliko zelo veliko. Zdaj, ker je pa to razpršeno po celi državi, pa niso vsi naenkrat, ampak enkrat enkrat drug, se to tam gor ne pozna. Problem je lokalno, ne? Problem je tista dotična transformatorska postaja, na katero je ta močna polnilnica priključena, tam pa zna biti problem. Zdaj, seveda, tako kot ste menili, nekateri si pomagajo s tem, da dodajo baterijski hranilnik zraven, ki je kot nek zalogovnik energije, takrat, ko pride potreba, da energijo ne gre iskati v omrežje in s tem obremenjati omrežje, ampak takrat potegne energijo iz baterije. Zdaj, ta koncept
je super, ampak je super zdaj, ko imamo sorazmerno malo električnih vozil, kar pomeni, da se ta baterija lahko v času med tem, ko dva vozila prideta polnit, da se lahko vmes napolne spet lepo počas, se napolni iz omrežja z nizko močjo in ko pride vozilo, špricne to veliko moč v avto in potem to vozilo se odpelje, baterija se spet počas polne in ko pride naslednjo, spet napolne. Zdaj, težava pa, ko bojo vozila praktično skoraj v vrsti čakala, ko bo tega veliko več, takrat pa ta baterija se ne bo vmes niti od tega napolniti. Mogoče bo pomagalo nekaj časa zjutraj, zdaj spet odvisno, koliko velika je. Samo zdaj, če bi pa res naredili zelo veliko baterijo, ki bo pomagala z enim samim polnjenjem 10-15 vozil napolniti, je pa to zelo velika začetna investicija. Je pa poje že vprašanje, a je to večja investicija, a je večja investicija, da pač višjo omrežnino plačuješ ali pa da nov transformator zgradiš. Tako da ja, baterije vsekakor so rešitev, ampak bi rekel, so rešitev za to neko prehodno obdobje ali pa na lokacijah, kjer ni toliko pogosta potreba po polnjenju. No, nazadnje smo se srečali na Primskovem, v Kranju, kjer so prenovili transformatorsko postajo in naredili prav posebno transformatorsko postajo za bodočo polnilnico. Mega polnilni park, tako so rekli. Ja. Tam bo 40 megavatov moči na voljo za avtobuse, pa za tudi druga vozila. Je pa ene toliko daleč od avtoceste, da je malo spoti in tam bo treba še en izvoz iz avtoceste za pravo uporabo te polnilnice narediti. Kako se to vklaplja v te, pravzaprav, vašo analizo povezave elektroenergetskega sistema in elektromobilnosti? Ne bodo polnilni parki na tistih mestih, ko so zdaj avtocestna počivališča oziroma tam? Razumem. Zdaj, kar nekaj časa bo še vedno prisotno sobivanje obstoječih vozil na fosilna goriva in pa prihajajoče elektrifikacije, če se sploh ne dotaknem še vodikovih vozil. To je recimo pustilo za kakšno drugo vprašanje. Že tukaj se bo postavilo vprašanje, če bomo imeli 3 infrastrukture, recimo količina vozil bo pa približno enaka v sistemu, se lahko bo stroškom vzpostavitve vzdrževanja 3 različnih infrastruktur, zdaj imamo recimo samo eno za fosilna goriva. Ampak če pustimo to na kraju, zaradi tega sočasnega prehoda pomeni, da bomo mi še vedno mogli kar nekaj časa imeti ta počivališča, ki bojo zagotavljala oskrbo za fosilnimi gorivi. Zdaj, zakaj naprimer nismo toliko pozornosti posvečali oziroma se pogovarjamo z Darsom, vsekakor delamo tudi na skupnih projektih, ampak tukaj je kar nekaj izzivov, zakaj bi na teh lokacijah tudi rekli, bojo pa tam tudi zmogljivi polnilni parki. Dve težavi bi tukaj izpostavil. Prva težava je, da so takrat, seveda, ker ni potreb, so se te lokacije razvijale na mestih ob avtocesti, kjer v bližini v največjem številu primerov ni dovolj zmogljive elektroenergetske infrastrukture. Je, ampak ravno toliko za potrebe, da ta počivališče pa ta bencinska oskrba deluje, kar pomeni nekaj črpalk, nekaj razsvetljave, nekaj nujnega. To govorimo o velikosti tam 100 kW do mogoče 1 MW. Ima na tako lokacijo razpoložljive moči. Zdaj, če bi hoteli mi to dvigati na nivo nekaj megavatov, kot bo potrebno, bi bilo potrebno od sorazmerno daleč pripeljati zelo zmogljivo elektroenergetsko infrastrukturo do tega. To pa traja. To pa v Sloveniji vemo, koliko časa traja. 10 let. Se pa imamo in časovni in stroškovni vidik. Tudi stane kar nekaj, da ti vlečeš toliko dodatne infrastrukture, plus ljudje si največkrat, veste, ne želijo še dodatne obremenitve okolja z dodatnimi žicami pa z vsem tem. Tako da to je en izziv. Drugi izziv je pa bolj prometne narave. Namreč na teh lokacijah ima že zdaj mora Dars zagotavljati
toliko in toliko število parkirnih mest, zato da tovorna vozila lahko parkirajo. Vsi, ki so se kdaj vozili po avtocesti, vidijo, da ob sobotah pa ob nedeljah, ko ne smejo voziti po cestah ali pa večer, so ta počivališča čisto nabito polna z tovornimi vozili. Ja, in pravijo, da jih je premaj. Pa še premalo jih je. Premalo. Menda, da jih nekih 1000 manjka v Sloveniji. Ne? Se pravi, če bi zdaj mi del tega nujno potrebnega parkirnega mesta, počivališča namenili, pa zdaj tam postavili 20, 30, 40 hitrih polnilnic za vso pripadajočo infrastrukturo, mi se zajemo v kar precej tega nujno potrebnega prostora. In to pa ne gre skupaj. Ne? Se pravi, zato sem rekel, da je ta problematika sobivanja, istočasnosti razvoja obeh infrastruktur. Tako da iz tega naslova je potem sledila edina logična razmislek, potrebno bo začeti vzpostavljati nove lokacije. Te lokacije bojo pač mogle biti namenjene polnjenju električnih vozil in pa te lokacije bojo mogle biti na takem mestu, ki bo recimo presečišče prometne in elektroinfrastrukture. Kar pomeni, da ne bo treba tovornim vozilom pa nasplošno voznikom se ne vem kam voziti tja v neko industrijsko cono, tako kot je zdaj navada. Zdaj, če potujete po Evropi in hočete iti na te hitre polnilnice, možete zelo veliko primerov iti tja nekam v eno industrijsko cono, kjer je glih slučajno na voljo in prostor in dovolj moči bilo, da so to tam postavili. Ne? In zdaj pa predstavljate zvečer, družina v temi, ni glih prijetno. Ne? Tako da biti more sorazmerno blizu obstoječih avtocest in pa tudi energetska infrastruktura mora biti toliko blizu, da ne bo tistih težav, ki smo jih prej omenjali, s časom, z stroški, da ne moš to nekam daleč vleči. In s tem v mislih smo mi osnovali, poleg že prej omenjenega koncepta I8 za pametno polnjenje, smo še koncept Pente osnovali, ki pa govori ravno o tem vzpostavljanju teh zmogljivih, močnih polnilnih parkov, kjer bi bilo koncentracija moči velika, zagotovili bi na tem mestu res veliko število polnilnic, zato da ne bi imeli prevozniki in vsi uporabniki te skrbi, joj, bom tja prišel, pa tam mogoče ne bo delovalo, ali pa bo že veliko jih pred mano. Ta range anxiety, pa tisto te odvrača, ta strah, joj, na potovanju na dolge poti. Ne bi šel zato, ker ne vem, kje bom lahko polnil. Ja, to je zelo velik strah nekaterih posebej. Ja. In ravno s tem namenom smo na primer začeli s prvima 2 takima projektoma. Pridobili smo seveda iz Evrope sredstva za zagotovitev te energetske infrastrukture, ki je namenjena samo za polnjenju. In prvi 2 taki lokaciji sta tam v Kranju, na Primskovem, kjer je bila otvoritev ravno ta teden, ampak ne celega parka, je bila otvoritev samo, da je bila energetski del vzpostavljen. Zdaj sledi pa druga etapa, ki je pa trenutno zdaj v izvajanju, da bomo pa res ta polnilni park zgradili lepo z nadstreški, z toaleto, tako da bo uredno recimo voznikov električnih vozil. In pa druga lokacija, ki pa tudi se počasi že vzpostavlja, ki bo pa bolj primerna, bo tudi večja in še bližje avtoceste, bo pa pri Novem mestu. Ta pri Kranju je bila izbrana predvsem zaradi tega, ker smo imeli zelo dobro sodelovanje od samega začetka in z mestno občino Kranj, ki se je zavezala, razume problematiko, sodeluje z nami in nam je pomagala res iti skozi ta proces in prostora in umeščanja v prostor in to sorazmerno hitro. In pa tudi seveda Arriva, na katerem zemljišču bo ta park stal. Oni se pa tudi zavedajo, že zdaj imajo 8 električnih avtobusov, pa v kratkem jih dobijo še več, da bo problem elektrifikacije tudi, in so seveda bili pripravljeni del njihovega parkirišča nameniti temu polnilnemu parku. Pa tudi takrat je bilo že se je vedelo, da bo ta Kranj sever priključek, ni bilo ste še potrditve nazaj je bila. No in pa bo to dosti bližje. Tako da ni pa to najbolj taka lokacija, tako kot v Novem mestu, ki je praktično čisto ob avtocesti. Kakšne bi lahko bile koristi takih polnilnih parkov? Ker v končni fazi zdaj veliko govorimo o dvojni rabi, pa vlaganju v orožje, oboroževanje in te stvari. Mi smo se odločili, da bomo to
preoblekli oziroma preusmerili v take stvari, ki pomagajo tudi ljudem. In zdaj, kako so lahko koristni polnilni parki? V vidu tega, dvojne rabe pa to. Ja, mi smo bili seveda in še vedno smo tudi v pogovorih z MORS-om, glede možnega skupnega sodelovanja pri takih projektih. Zdaj, to verjetno že veste, da vojska je nekako se bolj računa na vodik. Z čist preprostega logističnega vidika, da ko morajo iti na teren, ko se premikajo, pač vozijo s sabo tudi pogonsko sredstvo, podobno kot zdaj gorivo, pač cisterne grejo zraven, tako da oni nekako vidijo razvoj bolj v tej smeri. Ne izključujejo pa seveda tudi e-mobilnost in tudi to spremljajo, ker kaj prednost pa korist tega je, da elektroenergetsko omrežje je sorazmerno razvajano, ne? In je povsod na voljo, je pa do neke mere tudi ranljivo, vidimo zdaj v Ukrajini, kaj se dogaja, pa precej napadajo energetsko infrastrukturo, tako da ravno v tem delu je mogoče ta strah in pomislek, ne. Ampak recimo v miroljubnem namenu ali pa za nek zaleden sistem, pa vsekakor bo smiselno imeti tudi elektrificirana ta vozila, sploh ker so pač brezogljična, pa še recimo na vodiku ne napreduje tehnologija tako, kot bi si marsikdo želel. Napredek vseh vrst vozil in infrastrukture, tudi strošek pridobivanja vodika zaenkrat je še visok, ampak verjamem, da bo tudi tukaj prišlo do preboja. Ampak taki zmogljivi polnilni parki se lahko v nekih kriznih razmerah lahko uporabijo tudi kot nek hub, kjer bi bila recimo neka, komandna lokacija z dosti zmogljive moči za vse komunikacije, za oskrbo, za polnjenje vozil, tako da je nekako skoraj bolj primerna, čeprav po drugi strani je pa spet, bi rekel, si pa ranljiv, če je malo takih lokacij, a ni boljše imeti večje število razpršenih. Tako da, vse ima neke pluse in minuse. Je pa tako, da v Novem mestu imamo že polnilni park tako zasnovan, da bo služil dvojni rabi. To je bil tudi nekako zaveza, ko smo se začeli pogovarjati z mestno občino Novo mesto, da bi na tej lokaciji bilo tudi zagotovljeno ta prostor za zaščito in reševanje. Kar pomeni, da se lahko, tako bo zasnovan, da se v primeru neke naravne katastrofe ali bilo česa lahko del tega polnilnega parka zelo hitro spremeni v prostor, varovan prostor za potrebe zaščite in reševanja, bodisi za kakšno naravno katastrofo, bodisi za mogoče problem v nuklearki ali pa karkoli, tako da že delamo v tej smeri, ne. A je tudi za primer, da izpade napajanje, pa mogoče napajanje z obnovljivih virov za nujne potrebe, ker te stvari se lahko lokalno zelo neodvisno od vseh drugih, recimo od uvoza nafte, plina. Spremenja, Ja. Ja, zdaj, tako je, no, ta lokacija bo priključena praktično direkt na zmogljivo prenosno omrežje, kar pomeni, da če bi tam zmanjkalo recimo omrežja, da bi zmanjkalo napetosti, Po celi Sloveniji, pa verjetno je zelo veliko, ne. Zdaj, obnovljivi viri, da bi zagotovili ti z njimi take moči polnjenja, kot je na enem takem parku predvideno, koliko ste omenjali prej 40 megavatov, ne, je ogromno, ne. Tako da mogoče neki okoliški bližnji obnovljivi viri, ki bi lahko tudi napajali to lokacijo, seveda bi jih bilo lahko uporabiti, ampak v takem primeru, veste, pa že govorimo o mikroomrežju, ne, kako sploh tako omrežje potem deluje, otočno, tukaj pa je že malo izziv tudi v upravljanju vsega tega omrežja, ne, da bo sposobno recimo otočno delovati, ne, ker namen tega polnilnega parka je, da je priključen na omrežje, ne, da bi mi zagotovili na tisti lokaciji dovolj baterijskih hranilnikov in dovolj obnovljivih virov, da bi lahko tudi čisto samostojno deloval, je pa bolj malo verjetno, ne. Ja, čeprav to bo enkrat kritična infrastruktura, ne. Definitivno. Še nečesa se nismo, velike moči teh polnilnih parkov. Zdaj vemo, da omrežnine so se predvsem
usmerila na moč, manj na porabo elektrike in če so polnilni parki velikih moči, skratka bodo visoke omrežnine. Kako na to vpliva zdaj pa res velika poraba oziroma velika frekvenca menjave vozil, ker v končni fazi bo to predrago? Seveda, omrežnina more odražati dejansko obremenitev samega omrežja in take polnilnice seveda s svojo zelo veliko priključno močjo precej obremenjujejo omrežje. Zato je pa koristno, da če že imamo tako priključno moč, da je za potrebe seveda napajanja teh hitrih polnilnic, da so te polnilnice res čim več časa v uporabi s to močjo. Se pravi, tukaj ključna beseda je izkoriščenost ali utilizacija. Zdaj, če imamo mi neko lokacijo, na kateri je recimo ena ali pa nekaj polnilnic, ki so uporabljene samo recimo 10-15% časa v dnevu, kar pomeni, da samo na vsake, pol ure, na uro pride neko vozilo, se priključi z veliko močjo in napolni. Zdaj, omrežnina za priključno moč na taki lokaciji bo ista kot na enaki lokaciji nekje drugje, kjer bojo pa vozila skozi prihajala in skozi polna. Samo razlika je v tem, da v prvem primeru bojo recimo prihodki iz naslova storitev polnjenja precej manjši kot na drugi lokaciji, kjer bo tega polnjenja več. Več energije bo tukaj pretečeno. Seveda posledično pomeni, da bo nekdo, ki bo recimo upravljal to prvo polnilnico, polnilno lokacijo, bo seveda zaradi te omrežnine imel večji sam strošek delovanja in bo seveda to prevalil na manjše število uporabnikov in normalno posledično bo tudi storitev polnjenja večja. V drugem primeru, ko bo pa uporabnikov precej več, se bo pa ta strošek, ki bo isti kot na prvem mestu, razporedil med večje število uporabnikov in bo pa lahko šel strošek nekoliko dol. Tako da naš pogled je bil ravno v tem, da s tem, ko bi mi zagotovili neko zanesljivo lokacijo, ki bo zanesljiva, ki bo pritegnila veliko število uporabnikov, s tem z naslova, da tja bom prišel, bom siguren dobil storitev tako, kaj je, takoj, da taka lokacija bo imela veliko večji obrat polnjenja in bo zaradi tega lahko tudi znižala nekako strošek samega polnjenja v primerjavi z, tako kot se na primer neke druge države lotevajo, tudi Nemčija, ki vzpostavlja pa zelo veliko število manjših lokacij, za katere še niti ne vejo točno, kdo bo zdaj odgovoren, da se bojo kam priključili. Tam bo pa zdaj potrebno za vsako lokacijo svoj transformator, svoje umeščanje v prostor, omrežje do njih potegniti, če bojo hoteli. Plus še, pa še težava v tem, da kako bo potem s skalabilnostjo, ko bojo na neki taki lokaciji, do katere bojo pripeljali recimo srednjo napetostno omrežje, ki omogoča tistih par megavatov priključne moči, ko bo potem z leti šla potreba še gor in bo kar naenkrat ne bo več dovolj, tam polnilnic bo treba število polnilnic povečati, to sorazmerno hitro narediš, veste. Pripeljati tja polnilnice pa jih zmontirati, priključiš, imaš hitro. Ampak moč je pa to kar naenkrat niso več hitre polnilnice, ampak so na pol hitre, se pravi, če pride tja večje število vozil, se kar naenkrat moč zelo zmanjša, pa potem ljudje niso več zadovoljni, in je potem spet tukaj vprašanje, zakaj bi jaz plačal tukaj isto za polnjenje, pa mi bo polnilo samo z 50-60 kW ali pa na eni taki zmogljivi lokaciji, kjer bom pa res lahko polnil z maksimalno močjo. Tako da na tej lokaciji bo težko skalirati potem, dodajati, povečevati, razen če se bo spet šlo v dodatno ojačitev omrežja, kar pomeni še nov projekt, še nova izgradnja. Tako da, veste, v našem elektroenergetskem svetu mi vse glih radi nekaj, kar naredimo, da to drži potem nekaj časa. Ne da moramo
na vsake 3, 4, 5 let dograjevati, povečevati, ojačevati, vsakič novo umeščati v prostor, ampak naredimo, zato pa delamo te 10-letne razvojne načrte, kjer imamo v planu vsaj za 10 let naprej gledamo, kaj se bo na neki lokaciji z odjemom dogajalo. Ne. Kdo naj torej dela polnilne parke? Prevozniki, avtobusni, logisti ali elektropodjetja? Ja, to je zdaj v Sloveniji je bilo z sprejetjem zakona ZIJAK nekako določeno, kdo bo to delal. Ne? Se pravi, vzpostavljena bo nova gospodarska javna služba, ki jo ZIJAK predvideva. In ta gospodarska javna služba bo, njen namen bo ravno graditev teh polnilnih parkov, ampak samo tako imenovane podporne infrastrukture. Se pravi, ne bo predviden je Eles, da bo gradil te polnilne parke, ampak, kot sem rekel, zagotovil bo prostor, zagotovil bo dovolj priključne moči in vse, kaj bi na tisti lokaciji moglo biti. Potem bo pa skozi javni transparenten razpis privabil te ponudnike storitev polnjenja, pridite sem, tukaj imate zdaj prostor, tukaj imate dovolj priključne moči, tukaj zdaj postavite hitre polnilnice, kar pomeni, da bo to lahko veliko hitreje narejeno, plus še neko konkurenčnost bomo na taki lokaciji zagotovili, ne? Ker to ne bo zdaj en sam, ampak ker jih bo tako veliko, ne? Toliko kapacitet bo se lahko več ponudnikov pojavilo, na primer Ionity, Tesla, Petrol, kdorkoli bo lahko tja prišel in tam zgradil te polnilnice, se pravi, tudi skozi to konkurenčnost se bo lahko marsikaj na ceni naredilo, ne? Tako da, kar se pa tiče, ko ste vprašali, ali bojo to prevozniki, ali bojo to avtobusni prevozniki, je pa že zdaj vprašanje, koliko od vseh teh ima zdaj dejansko na svojih depojih bencinski servis, lasten. Nimajo ga, se pravi, zanašajo se na javno infrastrukturo, tako da, če bojo zdaj oni želeli pa na svojih lokacijah zmislijo, če bom pa mu svojo polnilnico priključil na svoj priključek, bo pa to bistveno nižja cena polnjenja bom lahko imel, seveda ob predpostavki, da je že vse zgrajeno, ne? Brez razmisleka o začetni investiciji. Ne? Začetna investicija pa pomeni, če bi hotel nek prevoznik na svojem depoju imeti prostor, da bo istočasno polnil 10, 15, 20 kamionov, ne? Pomeni, da bo mogel imeti, pa če se bo vsak kamion polnil z tako, kar zdaj vidimo, kar se zdaj že dogaja v Sloveniji, že kar nekaj kamionov, Hofer, na primer, je zadnjič zelo lepo predstavil njihovo 600 kW polnilnico. Ne. Zdaj, če bi hotel imeti, ena še gre, zdaj, če bi hotel imeti on tam nekih 10, 15, 20 takih, govorimo o 10 MW priključne moči. Zdaj, tukaj pa ne govorimo zdaj več seveda o javnem omrežju, to pomeni, da bo mogel pa vsak logist, vsak tak, ki bi hotel to na svojemu depoju imeti, bo mogel sam investirati v dovolj zmogljiv priključek, umeščati ga v prostor, zgraditi svojo transformatorsko postajo, te pa govorimo o večmilijonskih vložkih, ne, je pa zdaj že tule vprašanje, a je pa zdaj to ekonomska računica v ozadju, a se vse glih pa bolj splača iti na javno polnilnico, ker bo utilizacija toliko večja. Čas bo pokazal, verjetno bo prišlo do nekega prepleta, nekateri bojo za določeno število vzpostavljali svojo lastno polnilno infrastrukturo na svojih lokacijah, ampak tranzit bo pa vsekakor mogel biti zagotovljen in mi bomo poskrbeli za ta tranzit. No, mogoče čisto zadnje vprašanje. Kdaj mislite, da bojo pa res začeli uporabljati te polnilne parke, kamioni v Sloveniji? Ja, ko bojo zgrajeni, ne? Ko bojo zgrajeni ali ko bojo kamioni... so kamioni že kupljeni? Ja, raste število, zdaj po mojih informacijah jih imamo zdaj, mislim, da teh najtežjih seveda, ne, govorimo, ne? Jih imamo zdaj 4 ali 5 v Sloveniji, ne? Zdaj pripravljajo se tudi neke spodbude za nakup teh kamionov, ki bojo TCO, se pravi celoten strošek delovanja in vzdrževanja tega vozila, tudi cost of ownership bojo recimo znižali in bojo postali recimo
mičkam bolj zanimivi in privlačni. Samo morate videti, pa tukaj še en moment, ne. Tudi naročniki storitev transportnih morajo sami, se pravi neki proizvajalci, morajo sami sebi znižati ogljični odtis in oni pritiskajo na logistična podjetja, da jim nudijo storitev z brezogljičnimi vozili, ne. Tako da tukaj malo pritiska na prevoznike bo tudi od naročnikov prišlo, ne. Ampak se veste, naročniki pa gledajo prvič zelo na stroške, drugič pa tudi, a bojo sploh lahko upravljali svojo dejavnost, ne. Se pravi, a bo on, če jaz zdaj kupim električni kamion, ki ga bom pa lahko polnil, ne. Tako da z tega stališča dejansko tukaj, verjetno se bojo vsi strinjali z mano, more infrastruktura prehiteti potrebo po recimo dejanski uporabi, ne. Se pravi, ne moremo mi si privoščiti pa čakati, da bojo pa kar naenkrat začeli ali pa bojo primorani začeti kupovati električne kamione, pa bomo pa mi rekli, se zdaj pa kar naenkrat, zdaj pa bo odjem, zdaj bomo pa začeli delati, smo na 5-10 let in bomo vse zamodelili. Tako da res tukaj je vprašanje te dvojne hitrosti, ne. Se pravi, zelo hitro se lahko poveča število električnih vozil vseh vrst na naših cestah, medtem ko hitrost vzpostavljanja primerne infrastrukture pa ne more potem slediti tako hitremu dvigu, zato govorimo v tem primeru o teh tako imenovanih anticipatornih investicijah, naložbah, ko ti pričakuješ, da bo nekaj prišlo in začneš naprej zato, da pripraviš vse, da bojo oni lahko naprej upravljali svoje delo. Super. Najlepša hvala. Zdaj veste, kaj nas čaka v mobilnosti in energetiki. Naslednja stvar bodo pa verjetno podatkovni centri in njihova požrešnost. Najlepša hvala. Srečno. Hvala.